Hvala za besedo, lep pozdrav skupaj. Veliko dogodkov je bilo v tej volilni kampanji, pa malo tako prijetnih, kot je ta. Lahko rečem tudi malo tako pomembnih. Ni slučajno, da je naslov tega našega zadnjega odprtega foruma v tem ciklu Slovenija 2.0. Govorimo torej o prihodnosti, o tem, kaj bo iz Slovenije v naslednjih letih in desetletjih. In to, kar bo iz Slovenije v tem času nastajalo in nastalo, bo predvsem odvisno od vas. Mlada generacija je velikokrat izpuščena iz globalnih procesov odločanja v družbi. Mi smo v tej volilni kampanji skušali večino tega, kar običajno zaznamuje volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami, omejiti na tisto, kar je najbolj nujno, in večino časa nameniti vsebinskim razpravam. Imeli smo pogovore z gospodarstveniki, pogovore s sindikati, pogovore s tistimi, ki so najbolj odgovorni v zdravstvenem sistemu. Odprli smo socialni dialog v Mariboru, ki je eno od, recimo temu, dveh ključnih točk potrebnega sporazumevanja v prihodnosti. Temu socialnemu dialogu, ki je neka stalnica ne samo slovenske, ampak tudi evropske politike, danes dodajamo tudi medgeneracijski dialog. Običajno, ali pa še posebej v zadnjih 3 letih, se je vedno, ko se je govorilo o medgeneracijskem dialogu, govorilo o upokojenski generaciji. Deloma tudi aktivni generaciji. Tudi v ekonomsko-socialnem svetu imate predstavnike aktivne generacije. Deloma tudi upokojenske generacije, ni v tam predstavnikov mladih. Vse te probleme, ki so pred Slovenijo in ki so se v zadnjih 3 letih izjemno zaostrili, pa je možno rešiti samo tako, da dobimo prvič sposobno, operativno, izvršilno oblast, ki bo vedela, kaj so prioritete in bo videla tudi cel gozd pred sabo, ne samo posamična drevesa, odvisno od tega, kam posijejo žarki javnomnenjskih raziskav. Drugič potrebujemo vsaj takšno raven socialnega dialoga, kot smo ga dosegli v našem mandatu v času, ko je Slovenija izpolnila vse kriterije za vstop v evro. Takrat je bilo doseženo soglasje o neki zelo pomembni temi, o temi, ki v tem trenutku verjetno rešuje Slovenijo pred drastičnim padcem standarda. Če Slovenija danes ne bila v evroobmočju, bi naš standard v zadnjih 3 letih rapidno padel, tako kot je padel v nekaterih drugih državah, ki pač nimajo še evropske valute, recimo v baltskih državah, v Romuniji, v Bolgariji, ker bi šibka nacionalna valuta enostavno bila zgolj neka igrača na teh valovih svetovne monetarne krize. In seveda tudi težav, s katerimi se srečuje cel razviti svet in znotraj njega Evropske unije. In tretje, temu socialnemu dialogu, ko smo ga poznali doslej, je treba dodati tudi medgeneracijski dialog. Nobenega od teh večjih problemov, ki so pred nami, ni možno rešiti brez tega dialoga. To, kar se je zgodilo v zadnjem letu in pol, ko se je skušalo vse probleme, ki jih ima Slovenija, prevaliti na upokojence, ko se je reklo, upokojenci preveč porabijo, treba je enostavno podaljšati starostno dobo za upokojitev in ne bo nobene krize več, je prvič čisto zavajanje, drugič je to žalitev za en pomemben del slovenskega življa, če vzamem kakšne izjeme, celoti skoraj generacije, ki je pač ustvarjala to, kar danes imamo in ki je to delala tudi v težkih problemih. In večji del te generacije je seveda vplačeval cel
čas svojega aktivnega življenja in zaposlitve tudi v pokojninskem sistemu. To, da se je s tem denarjem boljše oziroma slabše gospodarilo, ni krivda tistega, ki je vplačeval. To je krivda tistih, ki so upravljali za tem. In zaradi tega je pri reševanju teh težav seveda nepravično vse posledice slabega upravljanja s pokojninskimi skladi prelagati na tiste, ki so pač pošteno delali in tudi pošteno plačevali. Tukaj je potrebna solidarnost. V drugi strani pa je seveda potrebna solidarnost tudi do mlade generacije. Ne glede na to, kako se bodo imenovale spremembe v pokojninskem sistemu, v zdravstvenem sistemu, v katerem koli delu javnih financ, te posledice teh sprememb boste v prihodnjih 10 letih glavno nosili vi. Torej, tisti, ki boste delali in boste od tega, kar boste zaslužili, plačevali takšne ali drugačne stopnje prispevkov v pokojninsko blagajno, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v zdravstveno blagajno, ali v proračun preko davkov, DDV-ja in ostalih obremenitev na delo, ki so v Sloveniji visoke, ki jih je potrebno znižati, ampak bodo še vedno. Torej, vi boste tisti, ki boste polnili vse te blagajne. In tukaj je po eni strani potreben ta sporozum, medgeneracijski sporozum med upokojensko, aktivno in mlado generacijo, ki pa mora biti pravičen. Se pravi, če se od vas objektivno terja vse to, potem je na drugi strani na tistih, ki danes večinoma odločajo o teh stvarih, to, da se vam ponudi delo, dobro plačano delo. Nekaj, kar bo samo po sebi bolj privlačno, kot pa delo na priložnostnih delih, prek študentskega servisa, podaljševanje študija ali iskanje različnih lukenj v sistemu socialnih transferov, zato da nekaj nabereš na koncu meseca. Z nobeno prepovedjo, z nobenimi sankcijami za preprečevanje medsosedske pomoči ali ukinjenjem študentskega dela v času krize ne boste dosegli nič. Ta premik je možno samo tako, da boste vi pred sabo imeli drugo boljšo ponudbo. In to ponudbo je treba ustvariti. In jaz mislim, da ni v Sloveniji nobenega mladega človeka, ki je doštudiral, ki bi bil raje na socialni podpori, pa delal malo tako, malo drugače preko različnih servisov in podizvajalcev priložnostna dela, namesto da bi se zaposlil in to redno v svojem poklicu, za tisto prejemal dobro plačo in tudi napredoval v znanju, izkušnjah in izpolnjeval potem tudi pogoje za bolj kvalitetna, boljše plačana mesta, tudi vodilna, za katere se vedno porablja nekaj izkušnje. Torej, to alternativo je potrebno ustvariti. In to mora biti ključen del tega medgeneracijskega dialoga, ki ga mora družba ponuditi vam. In vi boste to vse seveda bogato odplačali nazaj, potem, ko boste kot redno zaposleni skrbeli za stabilnost slovenskih javnih financ. Problem, ki se kaže na kratki rok, je kako prekiniti sedanje padanje, ko je delovnih mest vse manj, ko so ta vse manj plačana in ko je tudi med mlado generacijo vse več brezposelnih. Zadnji podatek, mislim, da je preko 28,000 brezposelnih mladih, mnogi od teh z dokončano univerzitetno izobrazbo, z znanjem, ki je pač vsaj teoriji bistveno boljše in na višjem nivoju, kot pa je znanje generacij, ki bi jih nekateri zdaj silili delati tam do 70 let. Slovenija ima demografski problem. Zadnjih 5 let se sicer število rojstev povečuje,
In to spreminja nekatere zelo črnoglede prognoze, ki so jih makroekonomisti izrekali še pred 10, pa tudi pred 5 leti. Vseeno pa tista vrzel, ki je nastala v 15 letih od leta 1987 naprej, predstavlja strukturni problem, zaradi katerega bomo morali v Sloveniji podaljševati tudi starostno dobo za upokojitev, vendar je to treba narediti tako in takrat, ko je to smiselno, ko to daje učinke in ko je na razpolago dovolj dela. Sicer prijete v situacijo, ko je na najbolj aktivni strani generacije vse več brezposelnih, silite pa dela tiste, ki so že na koncu svoje delovne dobe bistveno manj motivirani za neko dodajanje vrednosti in jih poganja zgolj še proti. Torej, treba ta problem napasti na obeh koncih. In ključen je začetni del, stopni del, če zdaj govorimo o pokojninskem sistemu. Tukaj je potrebno zagotoviti z različnimi ukrepi, ki jih poznamo tako v Sloveniji, ki jih poznajo in jih je možno delati v dobrih praksah drugih držav, nova delovna mesta. Zato, da preidemo iz tega padanja in stagnacije in vse večje brezposelnosti in zadolževanja v ta nov zagon, je seveda nekje treba presekati. Treba je začeti varčevati funkcioniranje države. Drugače nikoli ne bomo prišli do tega manevrskega prostora. Ko se je Latvija kopala iz krize, katera je bila kot ena redkih držav v Evropski uniji globlje kot Slovenija, leta 2009, je izvedlo zelo drastično varčevanje. 30% so podcenili funkcioniranje javnega sektorja, kar je imelo tudi takšne in drugačne negativne socialne posledice. Vendar se je Latvija v tem pobrala v enem letu. Slovenija ni tako padla, zato takšnih drastičnih ukrepov ni potrebno izvajati, če jih bomo izvajali zdaj. V Sloveniji potrebujemo približno za 10% podceniti funkcioniranje države in tukaj je veliko rezerve še vedno, brez tega, da bi to imelo kakšne drastične socialne posledice. Treba je postopoma zmanjševati administrativni del javnega sektorja, tudi ko gre za zaposlitve, vendar je treba te ljudi prezaposlovati v gospodarstvu, ker je treba tam hkrati s tem manevrskim prostorom ustvarjati nova delovna mesta. To so nekateri ključni poudarki iz našega programa 10+100, ki ga imamo za naslednji mandat in ki ga boste v veliki meri, če bo takšna volja volivk in volivcev v nedeljo izvajali tudi pravzaprav vsakim mesecem, ki bo pretekel toliko bolj. Da mislimo resno, smo dokazali 2 dni nazaj, ko smo z tega istega mesta pisno in ustno naslovili poziv vsem članom ekonomsko-socialnega sveta, da začnemo takoj naslednji teden pogajanja po izhodiščih za nov socialni in generacijski sporazum. V Sloveniji takšne pogodbe za Slovenijo, pogodbe za prihodnost, zato še nikoli nismo imeli. Uspeli smo izpogajati nekaj socialnih sporazumov, vendar noben od teh sporazumov doslej ni bil tudi medgeneracijski. Še posebej mlada generacija je bila izpuščena, ker jo nihče ne vabi niti na ekonomsko-socialni svet, ko so te stvari pogajali. Mi v teh izhodiščih konkretno predlagamo merljive cilje za prihodnost, cilje, ki jih moraš imeti pred sabo, če želiš videti se v dost, od tega, kdaj lahko dosežemo nov razvojni zagon, do tega, kdaj lahko ujamemo povprečje razvitosti Evropske unije po standardu. Vse to je možno doseči v naslednjih 5 letih, vendar je treba iti po vrsti. Najprej se je treba dogovoriti, ali je to res cilj nas, ki živimo v tej državi, ali smo sposobni biti solidarni v tem smislu, da vsak nosi svoj del bremen na pravičen način in ali smo sposobni na koncu tega tudi
vsem pokazati perspektivo, ker samo če bomo vsi videli, bomo tudi vsi pripravljeni delati za. Konkretno pa v tem predlogu izhodišča oziroma pogodbe za Slovenijo predlagamo, da se na vsa pogajanja, ki potekajo znotraj ekonomsko-socialnega sveta, ker imate predstavnike vlade, predstavnike sindikatov oziroma delojemalcev in predstavnike delodajalcev oziroma gospodarstva, vedno, ko gre za rešitve, ki zadevajo vse generacije, tudi mlade, povabi tudi predstavnike, reprezentativne predstavnike mlade generacije in upokojenske generacije. Tako da je tam prisotna celotna politična, socialna in tudi generacijska struktura družbe in dogovor dosežen na tej ravni je potem dejansko lahko pogodba za Slovenijo. Še če bomo to dosegli, bodo tudi ukrepi, ki jih bo potem predlagala vlada in sprejemal parlament, sprejeti v realnem času, kar potrebujemo. Ne bo veto državnega sveta, ne bo takšnih in drugačnih akcij, posamičnih skupin, ki se bodo čutile izpuščene iz tega dialoga, ki bodo ovirale proceduro. Ne bo treba spremljati takšnih žalostnih slik, kot jih lahko spremljate ob demonstracijah v Grčiji, pa tudi v številnih drugih evropskih državah. Vse to je ni možno. Tudi zato, ker imamo nekaj zelo dobrih primerov doseganja nacionalnega soglasja v časih, ko je šlo za res. In v naslednjih letih bo stvar resna. In jaz upam, da se bodo volivke in volivci tega zavedali tudi v nedeljo, ko bodo oddajali svoj glas. In drugič zaradi tega, ker napovedi kažejo, da bo pač odločilno besedo v prihodnjem mandatu imela tista politična opcija, ki je znala dosegati soglasje in konsens in se je znala pogovarjati vedno, kadar je v njenih rokah takšna moč bila. V času slovenskega osamosvajanja, v času vstopanja v evroobmočje, tudi v času vodenja Evropske unije, kar je neka politična garancija za to, da bomo pri tem uspešni. Mislim, da bodo, ali pa da boste k temu veliko prispevali vsi, ki se trudite v času te volilne kampanje, tako vi kot kolegice in kolegi, ki so danes. Pač tam, kjer se zbira podpora, sem zelo vesel, da so ti zadnji tedni pokazali realno moč Slovenske demokratske mladine. Hvala vam za to, mislim, da bodo tudi rezultati. In seveda v konici teh naporov so kandidatke in kandidati, ki prihajate iz teh vrst. Vi boste morali biti ta glas mlade generacije v slovenskem parlamentu, glas, ki bo terjal ne samo socialni, ampak tudi medgeneracijski dialog in ki bo zelo odločno zastopal interese tistih, ki boste v prihodnosti nosili glavno breme slovenskega razvoja. Hvala lepa.